Stanovanje, v katerem je naročnica nekoč odraščala, se nahaja v znameniti ljubljanski večstanovanjski hiši imenovani Meksika, ki jo je leta 1927 zasnoval Vladimir Šubic. Vhodni portal stavbe krasita kiparski figuri Lojzeta Dolinarja. Na stropu obokane vstopne veže pa so poslikave Richarda Jakopiča. Tako kot si je Vladimir Šubic zamislil Meksiko, ki poleg arhitekture vključuje tudi likovno umetnost, je tudi arhitektka svoj navdih za prenovo iskala v dialogu med umetnostjo in arhitekturo. To je obenem tudi njen poklon obdobju, v katerem je nastala ikonična Meksika. In če ostanete do konca, boste izvedeli, od kod stavbi tako ime. Tole stanovanje je obiskovalce festivala Odprte hiše Slovenije tako navdušilo, da so ga izglasovali za enega od prejemnikov nagrade v kategoriji zasebnih projektov. Spoznajmo navezo, ki je zakrivila tako uspešno prenovo. Tanja, vi ste tukaj živeli že kot otrok, ne? Verjetno imate eno posebno navezanost na ta prostor oziroma stanovanje. Ja, res je. Jaz sem tu živela s staršim bratom. V srednji šoli smo se potem odselili in potem po končanem študiju sem se zopet vrnila nazaj. Sama tokrat, ne. Tako da tu sem preživela res lepo otroštvo. V hiši je bilo ogromno otrok, veliko smo se družili, smo tu posedali po hodnikih in kartali, se igrali v atriju. Gre v bistvu za tipično dvostransko orientirano stanovanje v stavbi Meksika. Kar je v bistvu bilo nekako najbolj moteče, da je bila kuhinja pozicionirana v prostoru brez naravne svetlobe, takoj ob vhodu. Kar smo potem tudi s prenovo v bistvu seveda spremenili na način, da smo kuhinjo prestavili v največji prostor, v katerem se zdaj nahajamo, in je tukaj v bistvu nastal nek dnevno bivalni del z jedilnico in dnevno sobo. Obenem je to pripomoglo k neki večji fluidnosti, večji prehodnosti, zračnosti stanovanja. Spalnico smo razdelili na dva dela, in sicer spalnični del z posteljo in nočnima omaricama in garderobno sobo, ne. In tukaj ravno ta garderobna soba, skozi katero prehajamo v spalnico, je neke vrste mejnik med tem zasebnim, zelo intimnim delom, torej spalnice, in preostalim delom stanovanja. In meni se zdi kar taka lepa drzna poteza, da ste pisarniški del, nek delovni kotiček umestili v resnici v predprostor, ne? Tam, kjer bi človek intuitivno pričakoval, da bo obesil obleko ali pa kaj takega. Ja, se pravi, z rušenjem predelnih sten smo ravno ta prostor, vstopni prostor, ki je brez naravne svetlobe, optimizirali na način, da smo iz njega v bistvu nekako spremenili nek večnamenski prostor, je tukaj pravzaprav nastal, ki dobiva svetlobo iz ene strani steklenih vrat iz kopalnice in na drugi strani iz dnevne sobe. In morda tukaj izpostavimo v tem prostoru seveda najbolj nekako markanten kos tega delovnega kotička, je to v bistvu inštalacija Network, ki ima integrirano pisalno mizo in določene shranjevalne površine, tako da služi namenu. In ta unikatni kos že nakazuje tudi ostale unikatnosti v stanovanju, ne, ki se nadaljuje tudi tukaj. Kakšna je zgodba tega, kar je za mano? Ja, zgodba te TV omarice je pa dejansko, omarica se imenuje Novo poglavje, novo obdobje, in je dejansko neke vrste opomnik, asociacija, listanja knjige, branja knjig, kar smo mogoče v tem obdobju pač vseh aplikacij mogoče malo pozabili brati knjige. Je po svoje mogoče ironično, ker je kakor TV omarica, je pa obenem ta reminder, opomnik, da pač na knjige, na listanje knjig. Je pa istočasno to, tukaj je zagotovo bila inspiracija, ki je prišla v bistvu v času prenove. Na nek način je to Tanjina zgodba, je zanjo to neko novo poglavje, prenova stanovanja, ne, novo obdobje v življenju. Se pravi, zagotovo je tukaj bila inspiracija strani Tanje in iz samega prostora, in potem so nastajali določeni unikatni kosi pohištva. Tanja, vi tudi doživljate to stanovanje kot novo poglavje v svojem življenju? Ja, v bistvu ga, ne. Nikoli nisem imela izoblikovane celotne ideje, kako naj bi stanovanje izgledalo, ne.
ampak nekako sam kakšne delčke sem vedela, kaj si želim imeti. Ampak je pa zanimivo to, da sem vse skozi od samega začetka verjela, da bo Maja ustvarila en tak čaroben in unikaten prostor, kot ga nihče drug ne bi. Unikatnih, po meri naročnice narejenih kosov, je tu še kar nekaj. V kopalnici je recimo nova unikatna različica Majine serije pohištva imenovane Building Blocks v pariško-modri barvi. To je barva, ki jo je Maja intuitivno izbrala za lastnico, ki je idejo z veseljem sprejela. Unikatna jedilna miza v dnevnem prostoru je narejena iz 3 različnih marmorjev. Tudi kavč je bil oblikovan posebno za ta prostor. V spalnici sta nočni omarici Love Letters oziroma ljubezenska pisma v zlati barvi. Kuhinja je po prenovi postala del dnevno-bivalnega prostora z omaricami, ki segajo prav do stropa. V kvadraturi stanovanja, ki meri le 47 kvadratnih metrov, je bilo treba izkoristiti prav vsak centimeter površine. Maja, kako doseči, da na relativno skromni kvadraturi dosežeš vtis, da je kvadratov več? Ja, se pravi, ena zadeva je, da smo, kot že rečeno, predelne stene ob vstopu porušili in s tem v bistvu že vstopni prostor nekako je zadihal in dobil to svetlobo, ki je prej ni imel. Druga zadeva so bili znižani stropovi, tako da smo v bistvu s tem, ko smo odstranili stropove, prišli dejansko na originalno višino 2,85 m. Eden od načinov, kako smo povečali prostor, je recimo dober primer prakse v vstopnem prostoru, kjer smo uporabili zrcala. In zrcala so vedno zanimiva, ker v bistvu poglobijo prostor, obenem pa se ustvarja ta neka igra svetlobe, senc, barv, vzorcev in s tem v bistvu optično povečajo prostor. Tanja, povejte mi, v katerem prostoru ste zdaj najraje? Kje se najbolj počutite? Kateri plac najbolj vibrira z vami? Povsod se dokaj dobro počutim, ampak mislim, da največ časa pa preživimo tu. Ravno to sem tudi prej pogrešala v bistvu v tem stanovanju, da nismo imeli nekega prostora večjega za druženje. Imeli smo velik kavč, kjer je lahko sedelo, ampak nismo pa imeli te jedilne mize, kjer bi mogoče lahko malo postregli s hrano in pijačo.